Danes je z nami Igor Ignacij Novak, župnik župnije Maribor Košaki in župnije Šentilj v Slovenskih Goricah. Dober večer. Lep pozdrav. Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik, ki se je začel včeraj, konča pa se v ponedeljek. Zakaj je to za kristjane praznik veselja in upanja in kakšni obredi si točno po dnevih sledijo v točno določenem zaporedju? Velika noč je največji krščanski praznik, zato ker se spominjamo Kristusovega trpljenja, smrti in vstajanja od mrtvih. To je nekaj posebnega. Krščanstvo je edino, ki praznuje prav to vsebino in Kristusov prihod že ob Božiču naznanja, da je to nekaj veličastnega, da Bog postaja preprost, da Bog postaja blizu človeku, celo enak človeku v vsem, razen v grehu. In ti dnevi, ki so polni simbolike, se začenjajo na cvetno nedeljo, ko verniki prihajajo v cerkve z butarami ali po štajersko s presmeci in tako se spomnijo slovesnega Jezusovega prihoda v Jeruzalem in ga tako tudi pozdravljajo. Stara navada slovenska pa je, da potem te butare, te presmece potem odnesemo domov. Nekoč so jih tudi zataknili za streho ali posebej, ko je bila kakšna nevihta, so vrgli to na ogenj v znamenje blagoslova in da bi bili obvarovani toče in drugih naravnih nesreč. Potem pa sledi sveto velikonočno tridnevje, Veliki četrtek, Veliki petek in Velika sobota. Veliki četrtek pomeni spomin na Kristusovo zadnjo večerjo skupaj z 12 apostoli. To je tudi spomin na prvo svetomašo, ki je bila takrat darovana in apostoli so tudi postali duhovniki. Zato je po vsem svetu prav na Veliki četrtek dopoldan običajno tudi v stolnici krizmena maša, ki jo daruje škof svojimi duhovniki. Potem na Veliki petek pa je spomin Kristusovega trpljenja, njegove smrti v Jeruzalemu na Kalvariji in takrat tudi ni svete maše, posebno obredje Velikega petka. Tudi zvonovi ne zvonijo prav v znamenje tega žalovanja za Kristusovo smrtjo. Velika sobota je dan, ko je Kristus v grobu, ko se spominjamo tistega trenutka tišine, ko je Kristus odšel iz tega sveta, njegovo telo je prikrito za skalo v grobu, takrat pa tudi duhovniki blagoslavljamo velikonočna jedila, ki so posebej na Slovenskem izjemno priljubljen običaj. Takrat se zberejo k tem obredom tudi ljudje, ki so bolj bogaboječi, ki ne hodijo veliko v cerkev, pa so prav gotovo takrat vsi navzoči tudi na blagoslov velikonočnih jedil. Sveta maša vigilija, to je v soboto zvečer, je najbolj mogočna, najbolj slovesna sveta maša v cerkvenem letu in je tudi že vstopanje v velikonočno praznovanje. Potem pa seveda Velika noč z stajenskimi procesijami, z bučnim pokanjem, bodisi z možnari ali kako drugače. To je tudi stara slovenska navada in potem seveda tudi velikonočni ponedeljek. To je pot v Emaus, ko bi se naj takrat vsi obiskali, posebej sorodniki in se skupaj veselili. No, Velika noč je seveda tudi, kar ste zdaj na koncu omenili, za nekatere pa zgolj družinski praznik, ko se barvajo jajca, ko otrokom prinese darila velikonočni zajček, ko se dobro je, ko se druži. In tudi če nekatere družine ne upoštevajo tega vsega velikonočnega obredja, ki ste ga zdaj našteli, torej posta, žegnanja in tako dalje, to vendarle priča tudi o moči tega praznika, ki je prežel našo kulturo. Ali vas to kaj moti, da pa vsi vendarle ne pridejo v cerkev? Nasprotno, nas veseli, da ljudje praznujejo, tudi če ne pridejo v cerkev. To pomeni, da imajo v sebi še neko hrepenenje po Bogu, po veri, po smislu, po upanju, ki je gotovo najpomembnejša vsebina velikonočnega praznovanja. In ta vsesplošna naklonjenost prazniku, ki je praznik za vse, tudi za tiste, ki morda ne verujejo, je znamenje, da človek išče Boga, išče srečo. In me zelo veseli, če tudi doma praznujejo in sem prepričan, da človek, ki išče, bo tudi našel. No, trgovski centri danes ponujajo obilico izdelkov, ki ponazarjajo te slovenske običaje. Med njimi se zagotovo najde tudi kakšen izdelek prijeten za oko, ki ga radi kupimo. Najbrž pa se boste strinjali, da ne pričara tistega prijetnega vzdušja, ki smo ga navajeni še iz časov naših babic. Na kaj bi pri tem opozorili? Vsekakor živimo v časih, ki so zelo komercialno obarvani, vse, kar je možno, se prodaja
in tudi tukaj trgovci najdejo svojo priložnost za zaslužek. Najlepše je gotovo, da vse te pomembne stvari, ki so povezane s prazniki, naredimo doma sami, posebej sedaj v teh dnevih, ko bomo barvali pirhe, ko bomo pripravljali košare z velikonočno hrano, s posebnimi prtički, ki so izvezeni, z rožicami. Je to gotovo priložnost, da se družina poveže, da se pogovori, da skupaj naredi vse te stvari in da je na nje ponosna, čeprav so morda skromne, pa niso tako načičkane kakor v trgovini, pa so zato veliko bolj domače, veliko lepše. No, Velika noč je tudi premakljiv praznik. Prihodnje leto jo bomo praznovali šele 21. aprila. Od česa je to odvisno? Ja, to je zelo zanimivo. Namreč letos se kar čudimo, da je zima še kar v naših krajih in tudi po starem izročilu so Slovenci vedno rekli, do Velike noči je še zima, po Veliki noči pa pride pomlad. To se pravi, tisti datum je povezan z prvo polno luno, pomladansko polno luno in prvo nedeljo po prvi pomladanski polni luni. To je seveda zato premakljiv datum in se tako vsako leto spreminja. Še to, včasih je na podeželju v katoliških družinah seveda veljalo, da moraš poskusiti 9 pisank. Ali bo vam uspelo kaj takšnega? Imate čas v tem času še za kaj takšnega? Vedno je čas za dobre stvari, ampak se veste, v današnjih časih je bolj popularno, da hujšamo, tako da gotovo bomo tudi kaj zaužili, to ni nobenega dvoma. Vsekakor pa je to tudi predvsem priložnost za druženje, za pogovor, ki je v tem današnjem času še kako potrebno. In to naj bo tudi sporočilo te Velike noči. Tako je. Hvala lepa za vaš obisk v našem studiu. Hvala vam.